Mraz se je spustil na domovino, ohladil marsikatero misel, ambicijo, včasih se zdi, da tudi kako srce ali razum. Smo januarja 2022, v realnem času, a tudi v času pravljic in slikanic, ki so najbolj idilične po zimi, ko sneg prekrije podrobnosti in je neskončna belina lahko prispodoba nečesa, kar v resnici ne obstaja ali se ni nikoli zgodilo tako, kot se praznuje. Tako se je začel teden, z veliko mašo v kraju nesrečnega vojnega spomina v Dražgošah. O tej vasi so pisali pravljice za otroke, ki jim včasih še vedno verjamejo tudi nekateri odrasli. Pa recimo tokrat Bobu Bob. Kaj je razlog, da ne častijo resnično zmagovite bitke Cankarjevega bataljona mesec prej v Rovtu pod Blegošem, kjer pade 45 okupatorjev in ni ubit noben civilist, ampak namesto tega slavijo tragedijo, ki so jo fanatični komunistični poveljniki usilili nesrečnim Dražgošanom in tudi soborcem pred 80 leti. Tega ne izvemo, ponavlja se stara mantra. Pred 80 leti se je tu na obronkih Jelovice zgodilo, kar se v vojnah dogaja. Izvalo je vse, kar je v človeku najžlahtnejšega, zbudilo pa tudi, kar je v njem najslabšega. Boju in odporu borcev Cankarjevega bataljona, ki je bil visoko etično utemeljen, s pravico naroda do obrambe svoje svobode in obstoja, je sledil strašen zločin. Maščevanje zaradi poraza, ki ga je prvič na tleh Tretjega rajha doživela nemška vojska, je bilo strašno. Nemška vojska tu žal ni doživela poraza. Po partizanskem umiku so bili domačini prepuščeni okupatorjevemu ubijanju. Ideološka govorica, ki smo jo vajeni, se ohladi, če dobijo glas tisti, ki so tragedijo doživeli in trpeli. Na tiste mitinge so vabili moj brat je rekel, če smo, ki je bil ta glavn, ko mislite, vi imate v ruzakah, kar imate, vi ste pa začenate, ko mislite, da bi ta naredili, v nasrečo boste spravili nas pa vas. Stane Žagar je govoril nam tako navdušeno, pač da bo jo zmagali, pa oni se tudi predstavili takrat, ker to so slovenska partizanska vojska. Je rekel Žagar, da bomo branili Dražgoše do konca. Ljudje, posebno moj oče, je rekel, nemogoče, če Nemci pred Moskvo, da boste to obdržali. Je rekel, da bomo vam za jest, pa se umaknite na Jelovco, pa vam bomo še pozim prinesli za hrano, da boste preživeli, če ne bomo pa mi nasrečen. Seveda, nas niso poslušali. Je bila ura 8, so pa še v našo vas prišli Nemci in so obkolili hiše, možake pobrali, partizana že ni bilo v te vas nobenega v ponedeljek zjutraj. In nič niso povedali nam, da se bi umaknili. Tiste so takoj vse postrelili. No, med njimi so bili tudi moji 3 brati in oče, ki so jih tam postrelili. To se ne da opisati. En fant, ki je bil star takrat, mora biti 3-4 leta, je enkrat v tisti grozni tišini, ki smo tam ležali, ali stali v snegu. Prav, a nas še ne bojo, ne? Moške iz drugega dela vasi so žive zažgali, vse ostale izgnali, vas uničili do temeljev. Na spomeniku, ki se mu poklanjajo, še vedno stoji zapis, da so izbojevali veliko zmago. Lagali so, da je padlo 2500-120 napadalcev, čeprav je že desetletja, kar je zgodovinar Tone Ferenc dokazal, da je padlo 26 okupatorjev in 9 partizanov. Nemci so pobili še 41 nedolžnih domačinov. Tlek se je spomin delal, sem bil jaz tudi zraven. Smo zahtevali za teh 41 ljudi napise. In smo bili toliko premehni, kaj bi rekel, a toliko nepomembni,
ki je vas izgubila 41 ljudi, da so rekli, da to pa napaše v ta spomin. Tudi pred 20 leti je bil slavnostni govornik Milan Kučan in takrat je izjavil, da je bila ta bitka smiselna in potrebna. Če ne bi prišli noter partizani, gotovo da ga ne bilo. To je bila čist politična zamisel, da imamo tole vas žrtvovati, pa bomo pa lahko rekli ljudem, pogledajte, kva so Nemci naredili. Drugače so pa zame krivi partizani, da smo mi to prestali, kar smo. Smo bili proti okupatorju, vse, ampak nismo bili pa komunisti. V Dražgošah se nekateri še oklepajo pravlične potvorjene zgodovine, medtem pa slavnostni govornik Milan Kučan že vidi novodobni fašizem, kamor zanimivo uvršča tudi novo zgodovinopisje. Današnje podobe fašizma niso enake tistim iz polpretekle zgodovine, a idejna izhodišča so enaka. Treba je povedati, kam lahko vodijo razgradnja ustavne ureditve, poskusi vladanja z odloki, izigravanje in izsiljevanje zakonov, posegi v načelo delitve oblasti, napadi na sodstvo in sodnike, na neodvisnost tožilcev in policije, na nadzorne ustanove, na svobodo tiska, na človekove pravice in dostojanstvo, kam vodijo uporaba in spodbujanje sovražnega in prostaškega govora, nespoštovanje ločitve cerkve in države, odnos do beguncev, zlorabo zgodovinopisja. Tako lahkotno spolzi iz ust beseda fašizem kot kletvica, tako žaljivo za tiste, ki so res trpeli pod tem režimom. In nespodobno sploh, kot to izreka nekdanji vodilni funkcionar komunizma, fašizmu sličnega totalitarizma, zatiralca demokracije in človekovih pravic, ki je pobil, pregnal, izropal, onesrečil na 10 000 Slovencev. Še več kot fašizem, kot kaže graf slovenskih izgub med vojno in po njej, kjer je domača komunistična gverila kot povzročitelj žrtev takoj za nemškim okupatorjem. Fašiste bo, kot piše, kar iztrebil poslanec, ki še vedno nosi poitalijančen priimek. Kdo ti fašisti so in kako se jih bo lotil, še ni povedal. Vsekakor obvlada retoriko časov, ko so drugače misleče sproti poimenovali in jih pokončevali. Odpor proti okupatorju je visoko etično upravičen, žrtvovanje civilnih oseb proti njihovi volji pa nikoli ne. Okupacija je izvorno zlo, a tako veliko število žrtev je vojna terjala tudi zaradi načina partizanskega boja, revolucije, protirevolucije. Zato smo plačali neprimerno višjo ceno kot na primer Francija, kjer se je v bitkah odločala usoda Evrope, ki je tudi imela protiokupatorski odpor, a izgubi manj kot odstotek prebivalstva. Slovenci pa kar 6,7%. Prvemu predsedniku Kučanu, ki še vedno velja za prvo avtoriteto slovenske levice, se letos v Dražgoše niso prišli pokazati kulovci, ni bilo Fajonove, ne Šarca, Bratuškove, le Luka Mesec. Kaj to pomeni? Se lahko zgodi, da bodo botri levice izpustili iz rok pripirljive vrabce in pograbili Goloba, ki ga javnomnenjske ankete uvrščajo na streho slovenske politike. Če za Dražgoše še vlada zmeda, kdo je zmagal, je Robert Golob z 18 000 plače in nagrado v državnem podjetju, ki lahko sega prek milijona, nedvomno zmagovalec sedanjega časa. Vendar v tem ni sreče, kot sam pravi. Sreča ni v tem, da imaš plačo, ki je 10-krat višja, pa to jaz lahko povem. Jaz vam lahko povem, da moja sreča ne izhaja iz moje plače. To je nesmiselno. Zakaj je moja plača pomembna? Zato, ker je to motivator, da narediš več. Nek kriterij moraš imeti. Predsednik državnega sveta, ki se tudi spušča v državno politiko, ima drugačne motive in kriterije uspešnosti. S gospodom Golobom se razlikujeva po tem, da je vse, kar sem jaz kdaj ustvaril, ustvarjeno z mojimi rokami in mojim umom. Gospod Golob je bil vedno del sistema, del državnega gospodarstva. Jaz sem velik zagovornik realnega, ne pa državnega gospodarstva, zaradi tega, ker menim, da realno gospodarstvo igra fair play na trgu. Ali srečo lahko prinaša oblast? Kakšna je pot do nje? Prvič, program sam je mrtva črka na papirju. Ne bom nobene stranke omenil, če greš brati programe in to, kar delajo zdaj, ko so na vladi, to nima veze z ničemer. Drugič, bolj kot program so pomembni nosilci področji. Zakaj? Ker skozi nosilca vidiš njegov vrednostni sistem. In veš, kako se bo obnašal, ko bo dobil oblast. In ko dobiš oblast, to je...
Zoran Janković že ve, kaj prinaša oblast in ve, kaj je sreča. Ta teden jo je morda znova srečal na sodišču. Tako je Zoran Janković v spremstvu odvetnika danes zjutraj prišel na sodišče. V sodni dvorani, kjer sta se mu pridružila soobtožena sinova Damjan in Jure Janković, po dobrih 3 urah oprostilna sodba. Janković je že pred leti na hrvaški televiziji izdal recept. Bojite li se da bi vam se moglo dogoditi jednoga dana da vas osude i pošalju u zatvor? Pa ni slučajno, ja sam bio u svim tih godinama, da kažem, na tom području izvršne vlasti najveći protivnik politike Janeza Janše. Okrog Janeza Janše, bolje nasprotovanja njegovi vladi, se gosti predvoljivna mrzlica in približuje vrelišču. Vključuje se leva civilna družba s silno preprostim izhodiščem. Podpiramo tudi vse stranke, ki ne bodo šle v vlado z Janezom Janšem ali z NSI-jem. Kako v bistvu komentirate to vrenje na levem polu? Če govorimo pogojno o levem polu, potem se mi zdi, da je tam neko razsulo, izguba komposa, izguba vsebine, identitete, če hočete, in v takih primerih se seveda vedno pojavi iskanje novega nekega mesije, nekega rešitelja. Ne govori se o programih, ampak samo o nekomu, ki bo prišel in bo rešil katastrofo. Pred volitvami se vnema boj za interpretacijo uspešnosti aktualne vlade in deležu dolga. Britanski tednik Economist je Slovenijo uvrstil med gospodarske zmagovalke pandemične krize. Slovenska vlada je navdušeno prikimala, opozicija pa besno odkimala. Ob začetku pandemije smo imeli 31,7 milijarde javnega dolga. Konec septembra, zadnji podatki 40 milijard. Torej, ustvarili smo 1,2% rasti, 600 milijonov, zato pa investirali, porabili, zapravili, če hočete, 9 milijard evrov. Če govori o takih velikih zadolževanjih oziroma dolgovih naše države, si lahko pripišajo SD sami. V času njihove vlade so se zadolževali po 7% obrestni meri, mi smo se po minus 0,25%, kar pomeni, da bomo vrnili manj denarja, kot smo si ga dejansko sposodili. Poleg tega, da so njihove milijarde šle v bančno luknjo, takrat smo bili na naslovnicah vseh mednarodnih časopisov kot najslabši in mislim, da ni čas, da se vrnemo tja. Torej, zadolževali smo se pametno, ker ravno cilji našega zadolževanja so bili, da se nagradijo oziroma da se pomaga podjetjem, da gre denar neposredno do ljudi. 100 dni do volitev so začeli odštevati socialni demokrati. Zakaj so te volitve tako pomembne? Zato, ker jih je samo na ta način z volitvami možno spraviti iz te hiše. Imamo kandidatko za predsednico vlade Republike Slovenije in močno strokovno ekipo. Zavzemamo se za to, da postanemo resna evropska država, ki bo usmerjena na zahod. Za pot na zahod bi se veljalo otresti tolikšne plašnosti pred spomenikom revolucionarja Kidriča. Tile koraki nazaj v preteklost vrha SD-ja niso ravno v smeri prihodnosti. Ta je žal še vedno v znamenju epidemije COVID-19. V torek smo dosegli nov rekord okuženih in v četrtek je javna televizija v posebni oddaji zgledno osvestila in opogumila državljane, ki so, kot drugje po svetu, naveličani vsega, kar vsiljuje virus. Razmere so zelo resne. Stvar, s katero se najtežje spoprijemaš, je smrtjo, z umiranjem predvsem mladih ljudi, prej zdravih. To je stvar, ki je ne pozabiš. Pomislite, da če so ljudje siti COVID-a, koliko šele siti moramo biti mi, ki smo prisiljeni se ukvarjati s tem praktično vsak dan. Tako da bom vsi veseli, če nam bodo lahko pomagali že z osnovnimi ukrepi, distanca, maska, higiena rok, higiena kašlja in cepljenje. Najhujše je v bistvu tisto, ko se kot bolnik zbudiš iz kome, v bistvu priklopljen si na milijon cevk, v bistvu človek, odrasel človek v plenici, sam nesposoben karkoli narediti, neprestano si doma, v bistvu si zaradi bolezni tudi delno izključen iz družbe. 55-60 let stari ljudje mislimo, da nimajo težav. Enormno veliko jih pride z depresijami po prebolelem COVID-u. Kaj si pa ti želiš? Da smo vsi zdravi, da je konec COVID-a. Za mrazom COVID-nih mesecev gotovo pride otoplitev in naposled pomlad, ko se ogrejejo srca, okrepi razum in pogum in ko, upajmo, potihne tudi virusna grožnja.